Nasmejani, zgovorni Primorec Anej Doplihar je parakolesar in paralimpijac z najboljšo slovensko uvrstitvijo v cestnem kolesarstvu na Paralimpijskih igrah. Parakolesarstvo, v katerem se je znašel po spletu okoliščin, je tako vzljubil, da je postalo njegov način življenja. Takole pa se je Anejeva športna pot začenjala. Na začetku šport ni bil ravno moja vrlina, bom rekel, ker sem bil majhen, sem bil taki malo bolj buckast. Igral sem tudi 9 let harmoniku. V osnovni šoli sem igral košarko, nogomet, tisto, kar je bilo obvezno bolj, ostalo pa ni bilo za mene. Dokler ni kot 13-letni fantič spoznal motociklizem in se v trenutku zaljubil vanj. Kmalu je začel resno trenirati in z let je postajal motokros pomemben del njegovega življenja. Najbolj me je navdušilo, se pravi, dolgi skoki, tisto je, ko letiš nad tlemi, tisto je taki občutek svobode, uživanja. Brzina niti ne toliko, ker si prišel na neko novo progo, sem samo čakal, tukaj je dolg skok, to je za mene, tukaj bom probal skočiti čim prej, da bom užival. Bil sem tudi parkrat pokalni prvak, državni podprvak, mislim, da 2-3 sezone. Želje so bile zmeraj večje, da bi imel neko ekipo brez svojih stroškov. A usoda mu je namenila drugačno pot. Bil navaden dan, normalna dirka, pokalno prvenstvo, zadnja takrat 2017 leta v sezoni. Sem padel, druga vožnja, prvo sem zmahal, druga vožnja in na enem izmed ovinkov mi je spodrsal na prvo kolo. Prvo sem jaz pristal na zemlju, na tla in motor direktno na mojo hrbtenico. Spomnim se, sem imel roko ob sebi, sem si naredil tako na nogah in nisem imel občutka, sem vedel, kaj je. Sicer itak upaš, da se bo itak popravilo enkrat, da mogoče samo za tisti trenutek. V mojem primeru ni šlo nič kaj dosti na boljše, od takrat od tukaj dol svojega telesa ne čutim, noh ne morem premikati. Življenje se spremeni, ampak človek se vsega navadi. Po poškodbi se na rehabilitaciji srečal s parašportom, se preizkušal v različnih disciplinah, dokler se ni prvič usedel na kolo. Seveda, jaz sem se zaljubil v tisto kolo, ročno kolo, ki je precej podoben šport motokrosu, je adrenalinski šport, predvsem v velikih hitrostih. Dirke so zelo podobnega načina kot motokros, se pravi, štartaš v gruči, greš v prvi ovinek, je prerivanje in podobno. Predvsem pa na treningah moraš garati, da dosežeš nek nivo tekmovanja. Ker sem jaz probal prve kilometre, ko sem naredil s kolesom, sem takoj vedel, da je to za mene. Predvsem ne samo zato, da bom nekoč dirkal, ker na začetku je bila itak ideja samo, da bom se migal, da ne bom cel dan v vozičku. Bil sem navajen, da sem skozi v pogonu prej v motokrosi in to sem hotel obdržati tudi zdaj in mislim, da mi uspeva. Z nesrečo se je za Aneja veliko lepega zaključilo. A se je hkrati tudi veliko povsem drugega lepega začelo. V motokrosi je velesila v Belgiji, prej nisem bil nikoli v Belgiji, zdaj sem vsako leto, sicer s kolesom, ampak ne glede na to. Vidim, dosti potujem, všeč mi je, da se mi stalno nekaj dogaja, nekaj novega, da navezujem neke nove stike in to mi je ta šport sigurno prinesel. To, da sem mobilen in samostojen, mi veliko pomeni, res. Ker sem dobil prilagojen avto z avtomatskim menjalnikom in tisto ročico, je tisto, ko 18-letnik naredi izpit za avto. Zdaj neka nova dimenzija, ti odpre svetlo, ko greš spet nekam, kamor hočeš sam. Ful mi pomeni, da sem lahko samostojen in upam, da tako ostane. Z vstopom v parašport pa so se Aneju hitro odprla vrata tudi na največje in najprestižnejše tekmovanje na svetu, na Paralimpijske igre. Paralimpijske igre v Tokiu niso bile planirane v moji glavi, zato ker sem bil dosti frišen v tem športu, če lahko tako rečem. Ponudila se je priložnost takrat in to smo zagrabili z obema rokami. Naredili smo tudi najboljši rezultat trenutno, 9. mesto na cestni dirki. Zdaj strmimo naprej v Pariz in garamo, da pridemo tudi tja. In tisti rezultat, 9. mesto, še izboljšati.